Danes si bomo pogledali, kako izračunati ploščino trikotnika, če imamo podane vse stranice. Recimo, da je to trikotnik ABC, torej je to kot to stranica A, to B in to C, pa naj bo A 4, B naj bo 7, se moramo biti pa previdni, ko rečemo. Namreč vsota dveh stranic mora biti vedno večja od tretje stranice. To pomeni, da če je ta 7 pa 4 je vsota 11, ta mora biti manj kot 11, recimo, da je 9 cm. In zdaj se spomnimo, katero formulo običajno uporabljamo za računanje ploščino trikotnika. To je ta A krat višina na A polovic, ali pa B krat višina na B polovic, ali C krat višina na C polovic. Zdaj na tej skici nam bo najlažje narisati višino na C, zato bomo izbrali to obliko. Torej, ploščina je C krat višina na C polovic. Višino na C pa bomo izrazili s pomočjo tega pravokotnega trikotnika. Tukaj je kot alfa in zaradi tega lahko rečemo, da je višina na C nasprotna stranica, B je pa hipotenuza in potem velja, da je sinus alfa nasprotna s hipotenuzo, torej višina na C vlomljeno za B. Iz tega ven dobimo, da je višina na C, B damo na drugo stran, je krat B krat sinus alfa. In ta obrazec lahko zdaj spremenimo. Bo torej C krat B krat sinus alfa vlomljeno z 2. Se pravi, dve stranici pa sinus mestnega kota polovic. Lahko bi bilo tudi A krat B krat sinus, kaj med A in B, gama, ali pa A krat C, med A in C in beta bi bil sinus beta. Zdaj imamo še samo eno težavo, da ne vemo, koliko je kot alfa in zato ne vemo, koliko je sinus alfa. Ampak tukaj si lahko pomagamo s kosinusnim izrekom. Kosinusnim izrekom bomo glede na ta kot alfa zapisali, se pravi, ta stranica nasproti kota je A na kvadrat, je vsota drugih dveh stranic minus 2 krat B krat C krat kosinus vmesnega kota alfa. A je koliko? 4 na kvadrat, B je 7 na kvadrat, plus 9 na kvadrat, minus 2 krat 7 krat 9 krat kosinus alfa. In zdaj bomo iz te enačbe izrazili ven kosinus alfa. Najprej dajmo izraziti tole vse skupaj. Glede na to, da je tukaj minus, predlagam, da damo ta delček na drugo stran, pa lahko še izračunamo. 2 krat 7 je 14 in 14 krat 9 je pa 126. In zdaj, če je tukaj minus, bo na drugi strani 126 krat kosinus alfa je 7 na kvadrat je 49, 9 na kvadrat je 81, minus 16. To pride skupaj, prav 49 plus 81 in minus 16. To je 114, se pravi, zdaj imamo 126 krat kosinus alfa je 114. Iz tega pa zdaj izrazimo kosinus alfa, ki je 114 vlomljeno 126. In potem dobimo ven kot alfa, ki je arkus kosinus od 114 vlomljeno 126. Lahko zapišemo tudi 114 deljeno 126, se moramo oklepaj dati. In zdaj bomo to izračunali. In dobimo, da je kot 25,2 stopinji in ga lahko napišemo. Zdaj, ko imamo kot alfa, lahko to vstavimo S, prepišemo sve C, C je 9, B je 7, sinus tega kota 25,2 stopinje vlomljeno z 2. Zdaj, ta kot je najboljše, da kar pustimo v kalkulatorju in potem samo vtipkamo sinus tega kota in dobimo ploščino 13,4. Zdaj, če bi bili centimetri, bi bili to kvadratni centimetri. Ampak vidimo, da je bila pot kar dolga. Zato, da smo dobili eno samo ploščino, smo mogli najprej izračunati višino na C izraziti, potem smo mogli
izračunati po kosinusnem izreku kot alfa in šele potem smo dobili rezultat. Na našo srečo pa obstaja tudi bližnjica za računanje ploščine trikotnika, ki je podan z vsemi tremi stranicami. S tem se je ukvarjal mož po imenu Heron in zato imamo Heronov obrazec za računanje ploščine trikotnika. Izpeljave ne bomo delali, prav pa je, da vemo, kako ta formula izgleda. To je tudi ena od formul, ki se pojavi na maturitetnih obrazcih. In sicer piše, da je ploščina koren iz polovični obseg, ta mali s je polovični obseg, torej v našem primeru je to a plus b plus c, torej 4 plus 7 plus 9, to je obseg in polovic, 4 plus 17 plus 9 je 20 polovic, torej v našem primeru je to 10. Potem pa vzamemo, ploščina je, napišemo koren in pomnožimo polovični obseg krat polovični obseg minus prva stranica, krat polovični obseg minus druga stranica in krat polovični obseg minus tretja stranica. Če to zmnožimo, dobimo torej 10 krat 6 krat 3 krat 1, kar je vse skupaj isto kot koren iz 18 krat 10 je 180 in koren iz 180 pa je 13,4. Primerjajmo rezultata. Tudi tukaj je bila ploščina 13,4, samo da je zdaj rezultat res dosti hitrejši. Če izračunamo še en primer, recimo, da imamo trikotnik, kjer je ABC zopet naj bo, pa naj bo ta 2 cm, ta 3 cm, zdaj zopet tretja stranica mora biti manjša od vsote 2. Če je to 5, potem je recimo ta 4 in potem hitro preverimo, 3 plus 4 je več kot 2, 4 plus 2 je več kot 3. V redu je? In zopet, najprej izračunamo polovični obseg, torej seštejemo stranice, 2 plus 3 plus 4 polovic in je to 9 polovic, to je 4,5. Potem pa izračunamo, S je koren iz 4,5 krat 4,5 minus A krat 4,5 minus B krat 4,5 minus C. Zdaj, lahko pišemo tudi kar direktno, brez te prve vrstice, to lahko spustimo, pa zapišemo samo rezultate, še prav 4,5 krat 2,5 krat 1,5 krat 0,5, to poračunamo in dobimo rezultat.